Spoštovane novinarke, novinarji, predstavniki medijev, fotografi, kamermani, dobrodošli v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani, dobrodošli v Slovenski vojski in pozdravljeni na naši vsakoletni novinarski konferenci, na katere predstavljamo vaje, ki jih bomo izvedli v tekočem letu, torej letos predstavljamo vaje 2025. Z informiranjem o aktivnostih Slovenske vojske, ki vplivajo tudi na civilno okolje, želimo transparentno in pravočasno obveščati javnosti o svojem delovanju, s tem večamo zavedanje o naših aktivnostih in pa o pomenu in našem poslanstvu. Letos se vam predstavljamo v Ljubljani, v vojašnici Edvarda Peperka, kot sem že omenila, kjer v tem trenutku poteka že druga faza vzorčne prenove vojašnice, ki vam bomo tudi predstavili v okviru vaj, predvsem zato, ker bo svojimi novimi zmogljivostmi pripomogla tudi k novemu in drugačnemu dopolnilnemu načinu izvajanja usposabljanj. Danes so z nami brigadir Boštjan Močnik, poveljnik sil, podpolkovnik Jurij Raduha, načelnik J7, to je načrtovanje in planiranje s poveljstva sil, polkovnik Janez Gavbe, poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe in polkovnik Gregor Vodeb, poveljnik 1. brigade Slovenske vojske. Predstavili vam bomo vsebino, in sicer bomo začeli z uvodom poveljnika poveljstva sil. Vaje Slovenske vojske v letu 2025 in aktivnosti predvsem na območju osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna in pa seveda v celotnem lokalnem okolju vam bo predstavil podpolkovnik Jurij Raduha. Vajo Jadranski udar bo predstavil polkovnik Janez Gavbe. Zvezdo Triglava in pa prenovo vojašnice Edvarda Peperka bo predstavil polkovnik Gregor Vodeb in tako si bomo danes sledili. Poveljnik sil, predajam vam besedo za uvodni nagovor. Lep pozdrav in dobrodošli vsem v vojašnici Edvarda Peperka, brigadir Boštjan Močnik, poveljnik sil. Glede na današnjo vsebino oziroma tematiko novinarske konference je verjetno jasno prepoznano, kaj je bistvo Slovenske vojske, urjenje in pa usposabljanje. Na izvedbeni ravni lahko potrdim, da bo letošnje leto 2025, približno enakomerno po vsebini, pa tudi po kvantiteti, kar se tiče usposabljanj posameznikov in pa urjenj vojaških enot na enako podobni ravni kot v letu 2024. Urjenje in pa usposabljanje v vseh oboroženih silah je točka osredotočenja, enostavno zaradi tega, ker je to pot k pripravljenosti vojaških enot. Pripravljenost kot taka je pa v osnovi sestavljena iz 4 sestavin. Iz moštva, torej iz človeškega dejavnika, iz opreme, urjenja in pa interoperabilnosti. Se pravi, biti sposoben delovati v vseh okoljih in v vseh pogojih delovanja. Ta objekt, v katerem je danes ta prezentacija, je nov. Se pravi, v minulih 3 letih so bila pospešena vlaganja in se izvaja tudi ta trenutek v infrastrukturo, s čimer želimo nasloviti izboljšanje pogojev bivanja in pa delovnih pogojev v vojašničnem načinu življenja. Sam sem se vrnil pred 24 urami iz urjenja v Zvezni republiki Nemčiji, kjer se je usposabljalo več kot 5000 pripadnikov. Danes boste pa strani tudi mojih kolegov na moji levi strani slišali nekaj več o teh podrobnostih. Kaj se bo zgodilo ne samo v letošnjem letu, ampak tudi v letih, ki sledijo. Moja ocena je, da zaradi pospešene stopnje modernizacije, vlaganja v vojaško opremo, bo Slovenska vojska skozi naslednja leta podvržena še večjemu tempu, še hitrejšemu procesu urjenj in pa usposabljanj. To bo zahtevala prilagoditev prihoda nove tehnike. V letošnjem letu znotraj sil Slovenske vojske pričakujemo sprejem novih 79 vozil, lahkih oklepnih vozil, tako imenovanih Perunov. Verjetno veste, da je 15. brigada vojaškega letalstva in zračne obrambe prejela drugo transportno plovilo Spartan.
imenovan Edvard Rusjan, in prihajala bo tudi druga tehnologija in pa tehnika, ki bo vplivala na nas, torej človeški kapital, da bomo obvladovali vsak sistem, ga bili sposobni vzdrževati in pa seveda tudi uporabljati. Uporabljati tako znotraj meja Republike Slovenije, kot tudi znotraj zavezništva. Še enkrat z moje strani dobrodošli. Hvala lepa, poveljnik. Kot je bilo že rečeno, hvala za uvodne besede brigadirju Močniku. Kot je bilo že rečeno, sem podpolkovnik Jurij Raduha, odgovoren sem kot načelnik sektorja za načrtovanje in izvajanje vaj na silah Slovenske vojske in znotraj načrtovanja smo v mesecu novembru naredili detaljni načrt vaj za leto 2025, kar bi vam sedaj rad predstavil. Osnovni namen vaj v letu 2025 je usposabljanje za nacionalno obrambo. Ker imamo kar nekaj zmogljivosti Slovenske vojske vezano v načrtih zavezništva NATO, je seveda tudi pomembno to, da izvajamo kolektivno obrambo v okviru zavezništva in krepimo obrambno in odvračalno držo. Nekje trije elementi so, ki so zelo pomembni in v katere uvrščamo, zakaj delamo vaje Slovenske vojske. Prvi element sem že povedal, pa omenil, to so deklarirane in pa operativne zmogljivosti sil Slovenske vojske v okviru zavezništva in v različnih stopnjah pripravljenosti, v tako imenovanih tir 1, 2 in 3, kamor naprimer uvrščamo NATO model sil, kjer imamo svoje zmogljivosti. Ravno tako imamo določene zmogljivosti v zavezniških odzivnih silah ARF in poleg tega pa z vajami in usposabljanji realiziramo dvostranske sporazume z določenimi državami, kot je naprimer z Italijo v okviru MLF-a, kot je naprimer z oboroženimi silami kopenske vojske Amerike, mil to mil, sodelovanje v okviru vojska vojski. In tretji element, ki je vezan na same vaje pa usposabljanje, je vezan na mednarodne operacije in misije. Sile Slovenske vojske bomo v letošnjem letu odprli 11. misijo in v okviru tega tudi določene zmogljivosti, seveda več ali manj vse, vežemo na nove vaje in na nov sklop vaj. Drugače je za posamezne enote in poveljstva po vseh domenah načrtovano kar nekaj vaj in usposabljanj, ob tem skrbimo tudi za dvig strelske in pa kolektivne usposobljenosti. Prosim naprej. Na naslednji drsnici lahko vidimo nekako primerjavo med letom 2024 in 2025. Kot zanimivost lahko povem, da imamo nekje do 2/3 vaj izvajamo v tujini. In vse to nas vodi v to, da pač mi, ko imamo določene zmogljivosti, ne samo, da jih zgradimo, in moramo tudi vzdrževati stopnje pripravljenosti in predvsem tudi stopnjo integracije z ostalimi elementi, ki so znotraj teh zmogljivosti, se pravi z tujimi vojskami. Tako da imamo nekje 110 dogodkov, vse skupaj skozi celo leto, 85 je dogodkov je vezanih striktno na vaje, ostalo so pa potem še usposabljanja v tujini. Prosim naprej. Ključne vaje v Republiki Sloveniji sta dve mednarodni vojaški vaji, tradicionalni, ki bosta potem predstavljeni kasneje. Prva, ki bo izvedena, bo mednarodna vojaška vaja Jadranski udar, ki bo v začetku junija. V mesecu septembru in oktobru bomo izvedli mednarodno vojaško vajo Zvezda Triglava v Gorskem svetu. Ravno tako bomo pa v mesecu maju in juniju zgradili zmogljivost oziroma izvidniške čete 10. izvidniškega bataljona na vaji Sokol 25. Kar se tiče mednarodnih vojaških vaj v tujini, določene zmogljivosti so že zdaj na vaji in sicer na Steadfast Dartu. Sledili
bomo v naslednjih mesecih za serijo vaj Defender Europe. Znotraj te vaje bomo vključeni na dveh aktivnostih, in sicer na vaji Immediate Response na Hrvaškem z 3 zmogljivostmi. V sklopu vaje Swift Response bo vključena predvsem letalska baza Cerklje ob Krki, in vse to se bo potem nadaljevalo tudi v jeseni. Del 72. brigade, predvsem 74. pehotni bataljon, bo izvedel sodelovanje z avstrijsko vojsko v okviru, se pravi, vaje Jäger-Klešman, in to je nekako, to so te glavne vaje in aktivnosti. Naprej, prosim. Kar se tiče vpliva na lokalno okolje, tako kot je že bilo povedano, mi vaje in usposabljanje načrtujemo in ob tem seveda obveščamo lokalno skupnost. Trudimo se zmanjšati aktivnosti in naš vpliv predvsem na osrednje vodišče Slovenske vojske Poček z združevanjem kolektivnih usposabljanj in pa z tem, kar sem že omenil, za izvedbo vaj v tujini. Tako da smo v zadnjih letih zmanjšali število aktivnosti na Počku. Poleg tega striktno upoštevamo omejitve, torej v času izvajanja mature, tega poklicnega dela oziroma pisnega dela in pa počitnic, vikendov v juliju, v avgustu, seveda nimamo večjih vaj in aktivnosti, tako da ob tem seveda tudi upoštevamo varovanje okolja in izvajamo načrt komuniciranja z lokalnimi skupnostmi, obveščanja, in smo tudi prisotni na določenih aktivnostih, tako da nekako imajo vse lokalne skupnosti in pa občine naš načrt in vejo, kaj izvajamo. Naprej, prosim, iz naslednje tabele pa lahko vidite, da dejansko v mesecu juliju, avgustu, decembru in januarju mi nekih večjih aktivnosti ne načrtujemo. Je pa dejstvo, da vojaški poklic je tak, da se moramo usposabljati na terenih intenzivno, več dnev, in je potem so meseci, kot je april, maj, začetek junija in pa predvsem september pa oktober, je pa takrat, ko smo pa več prisotni in so te vaje izvedene tudi v povečanem številu in intenzivnosti na Počku. Tako da to je z moje strani vse. Sedaj pa predajam besedo polkovniku Gaubetu, ki bo predstavil vajo Jadranski udar. Spoštovani, lep pozdrav še z moje strani. Sem polkovnik Janez Gaube, poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in pa zračne obrambe. V letošnjem letu med 13. junijem in pa 24. junijem bomo na ozemlju Republike Slovenije in pa prav tako v zračnem prostoru Republike Slovenije silami Slovenske vojske izvedli vajo Jadranski udar 25. Nosilna enota za to vajo v silah Slovenske vojske je 15. brigada. Naj povem, da bo na vaji sodelovalo 30 držav, članic NATO in pa naših partnerjev, in pa osnovna naloga te vaje je urjenje kontrolorjev združenih ognjev, članov poveljstev in pa seveda urjenje z bojnimi letali, helikopterji in pa brezpilotnimi sistemi. Na vaji, kot sem že omenil, bojo sodelovali sile Slovenske vojske, brezpilotni letalni sistemi, enote za elektronsko bojevanje, inženirske enote ter specialne sile. Vaja se bo izvajala na 5 lokacijah, in sicer na osrednjem vadišču Poček z okolico, na območju Kamniško-Savinjskih Alp, na območju Slovenj Gradca, na območju Cerkelj ob Krki in pa širše območje Kočevja. Naj povem, da se bo vaja izvajala v različnih časovnih oknih, in sicer dopoldan med 9. in 12. uro, popoldan med 14. in 17. in pa zvečer med 20. in pa 23. uro. Dodatno se v določenih terminih, v zgodnjih jutranjih urah načrtuje tudi manjše število posameznih letov, letal in pa helikopterjev. Kot je že podpolkovnik Raduha omenil, smo letošnjo vajo Adriatic Strike 2025 prestavili iz začetka junija na sredino in pa konec junija,
z namenom, torej pomeni, da se prilagodimo našim šoloobveznim učencem in da v miru opravijo tiste svoje obveznosti, kot so matura, izpiti in tako naprej. Naprej, prosim. Tukaj pa lahko vidite, torej pomeni na karti, tudi območje, kjer se bo sama vaja izvajala. Hvala lepa. Lep pozdrav še z moje strani. Jaz sem polkovnik Gregor Rode, poveljnik prve brigade. Zdaj ste v gnezdu prve brigade in mi smo tisti, ki smo deležni, bom rekel, teh prvih prenov vojašnic v okviru Slovenske vojske. Pa o tem nekoliko pozneje. Zdaj bi rad povedal nekaj o vaji Triglav, Zvezda Triglava. V angleščini rečemo Triglav Star 25. Namen te vaje je, da usposabljamo 132. gorski polk predvsem iz procesa vojaškega odločanja in pa iz vodenja bojnih delovanj. Delovali bojo tako na nivoju voda, čete, pozneje imajo tudi taktično vajo nivoja bataljona, kar bo tukaj predvsem zanimivo in pa velik izziv, katerega smo pa že navajeni, ker je tradicionalno, se pravi, povezljivost in pa interoperabilnost z drugimi državami. Tukaj zdaj zadaj vidite, katere države so bile in v kakšnem številu so bile udeležene v lanskem letu. V letošnjem letu smo imeli šele začetno načrtovano konferenco, tako da imamo signale, da te iste države bodo udeležene tudi v letu 2025 in podobne številke pričakujemo, ker imamo tudi nekako omejeno navzgor, ker več kot določeno število tujih pripadnikov ne moramo sprejeti v vojašnici na Bohinjski Beli. Se pravi, ta vaja bo potekala na Gorenjskem. Naprej. Ta prvi del, kjer bodo naši vojaki, počasniki in častniki se usposabljali predvsem iz individualnih veščin in preživetja v gorskem okolju, bo potekal že na vadiščih, ki so tako ali tako, bom rekel, v uporabi Slovenske vojske, Iglica in pa Mačkovec. Imate tudi napisan, katere veščine se bodo tam usposabljale, gre pa predvsem za to, da se sploh znajo premikati in da se, bom rekel, izurijo v premikanju v izredno zahtevnem gorskem okolju in v izredno zahtevnem vremenu. Druga faza tega usposabljanja bo potekala v nekoliko večjem okvirju. To bomo imeli vodne in pa četne taktične postopke bomo vadili. V ta namen bomo poklicali zemljišča, tako kot piše na področju Galetovca in pa Babjega Zoba. Ko bomo se usposobili iz vodnih in četnih taktičnih aktivnosti, bomo prišli na bataljonske taktične aktivnosti. Tukaj bo pa daljša vaja, če bomo prej delali, bom rekel, se bomo usposabljali po 12 ur na dan, bo ta taktična vaja, ja, smo že tukaj, bo ta taktična vaja potekala 72 ur in je tisti, bom rekel, to je krona tega usposabljanja in je res izjemno, bom rekel, izjemno zahtevna predvsem za pripadnike, ki to vajo seveda izvajajo, manj za tiste, ki jo vodimo. Potekala bo na območju Soriške planine in Ratitovca. V tem primeru smo se za razliko od lanskega leta umaknili iz Triglavskega narodnega parka, tudi zaradi tega, da manj motimo, bom rekel, okolje in pa tudi nekaj manj soglasij potrebujemo za to, da se lahko gibamo in delujemo v tem okolju. Naslednja drsnica, prosim. Tukaj je samo prikazano, kako bo vse skupaj to potekalo. To, kar je obkroženo, bi rad poudaril, se pravi, potem, ko mi vajo zaključimo, damo veliko pozornost sanaciji našega vadišča, kjerkoli smo se premikali, gremo točno skozi iste poti, na iste položaje, kjer smo kakorkoli bojno delovali in se pravi, počistimo vse, kar
bi lahko za nami ostali od tulcev do morebitnih smeti, načeloma smetini in tulci pa tam ostanejo in preden zapustimo mi skupaj z našimi kolegi iz tujih vojska, preden zapustimo ta območja, jih tudi saniramo in očistimo. To bi rad poudaril. In s tem bi jaz zaključil predstavitev te vaje, tradicionalne vaje Triglav Stari, in bi prišel, kar je bilo že na začetku obljubljeno, na to vojašnico. Se pravi, v preteklih 2 letih je bilo v to vojašnico vloženo kar nekaj truda, energije in denarja. Obnovili so se vsi obstoječi objekti, šlo je predvsem za energetsko obnovo. Tukaj je bilo pridobljenih tudi nekaj finančnih sredstev iz evropskih fondov in s tem so se vzpostavili bistveno boljši pogoji za bivanje in delo pripadnikov Slovenske vojske v tej vojašnici. Poznaj boste imeli možnost tudi si ogledati to, kar je bilo že narejeno. Zdaj imate precej delovno drsnico. Tukaj bi rad povedal, da poteka v 3 fazah, če smo zdaj rekli, da smo eno zaključili, se pravi, kar se tiče energetske sanacije obstoječih objektov, je trenutno zaključeno in smo zdaj v 2. fazi, kjer bomo obnavljali oziroma na novo gradili logistično infrastrukturo in pa infrastrukturo za usposabljanje. Tukaj govorimo o simulatorskem centru, govorimo o sobnem strelišču, ki bo v tej vojašnici, in pa govorimo o skladiščnih objektih. Mogoče sem pozabil, da v 1. fazi so bili zgrajeni tudi dodatni garažni objekti, kjer je predvideno garažiranje 4 kolesnikov novih, ki smo jih že dobili, in pa v pričakovanju 8 kolesnikov so pripravljene tudi že garaže za njih. V 3. fazi, ki je predvidena v letu 26 do 28, pa se bodo gradili še dodatni objekti, poveljniški objekt za nastanitev poveljstva, trenutno smo v kontejnerjih, kjer so tudi odlični pogoji, ampak gradili se bodo poveljniški objekti, gradil se bo še objekt za obveščevalno izvidniško enoto, za vojaško policijo in pa objekt, kjer bo možno nastanitev in pa za podporo države gostiteljice. Prenavljale se bodo tudi delavnice in vse to, tako kot sem rekel, je planirano v letu 26 do 28. Več boste pa lahko videli v nadaljevanju, vkolikor boste imeli željo. Tako da najlepša hvala, jaz bi s tem zaključil. Hvala vsem sogovornikom za predstavitve. Bile so res izčrpne in zares prinašajo sporočilo, da je ključnega pomena za Slovensko vojsko usposabljanje in izobraževanje v miru. Zato, da krepimo svojo bojno pripravljenost, ki jo vsakodnevno izkazujemo tudi v miru, kar se najlepše vidi ob pomoči v naravnih nesrečah, vsakodnevnem helikopterski pomoči, reševanju in pripravljenosti naših pripadnic in pripadnikov posredovati takoj, ko nas Slovenija, kriza potrebuje. To izkazujemo dnevno tudi na mednarodnih operacijah in misijah in vse to izvira iz naše profesionalnosti, ki jo dobimo na usposabljenih vajah samostojno in zavezniki ter partnerji. Poleg predstavljenih vaj sil Slovenske vojske, Slovenska vojska izvaja tudi kar nekaj vaj v okolju virtualne resničnosti, ki ga boste spoznali kasneje, kar omogoča bistveno drugačno dinamiko usposabljanja, omogoča razbremenitev okolja in to vam bo predstavljen v praktičnem pogledu v naslednjih korakih. Ampak poleg tega izvaja tudi kar nekaj štabnih vaj, računalniško podprtih vaj, kibernetskih vaj, tako da se nam kar veliko po usposabljanjih dogaja in temu sledimo, zato da ostajamo moderna, pripravljena vojska. Poleg tega si pa želimo biti spoznani in sprejeti tudi v civilnem okolju, zato poleg vaj in usposabljanj, o katerih transparentno in pravočasno obveščamo, vsako leto odpiramo svoja vrata vojašnic, na katere
na teh dnevih smo zelo veseli velikega števila obiskovalcev, zato ker takrat res lahko pokažemo, da naše srce pod uniformo je zares ta pravo. Hkrati praznujemo že zdaj tradicionalno na veliko in zelo transparentno dan Slovenske vojske in se s tem poskušamo približati prebivalcem in prebivalkam ter tudi odločevalcem, da res vejo, zakaj je poslanstvo in zakaj je Slovenska vojska.